Dobro večer, spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji futsala. Smo v mariborski dvorani, Tabor, pred nami pa še druga prijateljska tekma v 2 dneh z reprezentanco Italije. Današnja tekma prinaša našega selektorja Andreja Dobovičnika, tudi danes v njegovem strokovnem štabu Matej Kavčič kot pomočnik, pa Tadej Levstek, ki je trener vratarjev, sicer pa vodja naše delegacije tudi tokrat Stane Kokal. Vse bo seveda odvisno tudi od tega, kako se bo dvoboj začel. Kot rečeno, včeraj so naši dobro parirali Italijanom, vse do začetka drugega polčasa, ko so nazadnje tudi padli 3 zadetki. No, zadnji gol so Italijani dosegli, ko so naši zaigrali s 5. igralcem. Vsekakor izjemno pomembna tekma v okviru priprav na kvalifikacije, za katere mnogi menijo, da so pravzaprav ena zadnjih priložnosti te generacije, torej sedanje generacije, ki že nekaj časa drži reprezentančni voz po konci, da se prebije po koncu, da se prebije na premierno svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Litva, ki se v Slovenijo vrača, oziroma ki se v Evropo vrača po kar 23 letih. No, Slovenija pa se seveda ne more vrniti na svetovno prvenstvo, kajti ni še nastopila v elitni konkurenci. Nekajkrat je bila zelo blizu tudi za zadnji 2 svetovni prvenstvi. Tule poskus naših. Teo Turk je sprožil, ampak ne dovolj natančno. Teo Turk zagotovo eden od prihajajočih igralcev futsala pri nas, na katerem se bo gradila prihodnost. Zagotovo tudi Matej Fideršek v tej vlogi, pa jasno še nekateri igralci. Če je pričakovati, da bi se morda recimo Kristjan Čujec, pa morda celo Rok Mordej ali vratar Puškar po tem naslednjem reprezentančnem cilju, ne glede ali bo dosežen ali ne, poslovili. Ampak vse skupaj je še v zraku, ne nazadnje, treba je počakati na razplet kvalifikacij. Torej še tudi 2 stopnici sta pred nekaterimi reprezentancami za nastop na svetovnem prvenstvu, torej najprej elitni del kvalifikacij konec januarja, začetku februarja, nato pa še za drugo uvrščene reprezentance na teh turnirjih poskus v dodatnem razigravanju. Italijani so visoko pritisnili naše. Ja, tule pa Fideršek, ki je oddal žogo Totoškoviću, vendar pa naš pivot le ni uspel priti do žoge. Mislim, da je bil tudi malce dlje od vrat, sicer danes v vlogi drugega pivota Jeremy Bukovec, sicer nekdani igralec Maribora, ki se je preselil v Italijo. Tule pa podaja proti Totoškoviću. Ja, takoj striktno pokrivanje. Totošković je zadržal žogo, pa še enkrat. Ja, dobro se zna graditi, pa še enkrat Fideršek. No, podobno kot mnogi slovenski reprezentanti v dresu Dobovca, tudi Fideršek in pa Igor Osredkar v dresu hrvaškega prvaka Makarske v elitnem delu Lige prvakov v ruskem Tjumnu. Sicer pa naš Dobovec je bil zelo uspešen v Moskvi in je pravzaprav globoko v drugi polčas držal celo uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice. No, tule so Italijani v novem napadu. Padilja kombinira, potem Merlim. Sicer Italijani imajo tudi nekaj, bomo rekli, uvoženih brazilskih nogometašev, ki tudi pomagajo. Sicer pa Slovenci so Italijane premagali na 2 evropskih prvenstvih. Leta 2014 v Antwerpnu na uvodni tekmi tega prvenstva. Italijani so kasneje postali evropski prvaki. Boljši pa so bili naši od Italijanov tudi na zadnjem evropskem prvenstvu doma v Stožicah, ko so jih premagali za napredovanje v četrtfinale prvenstva. No, takrat tudi zamenjava v vrstah italijanske reprezentance. Roberta Menichelija je nasledil Alessio Musti. Menicheli pa ima novo vlogo v italijanski reprezentanci, je namreč koordinator vseh italijanskih futsal reprezentanc. Podobno kot tudi nekdani španski selektor Venancio. Duščak je izgubil dvoboj, potem ponovno priboril žogo. No, tule je sedaj na igrišču tudi Jeremy Bukovec. Morda še tale podatek, preden se tekma
še bolj razživi. Prejle so na igrišče igralce pripeljali mladi fantje in sicer iz kluba malega nogometa Slovenske Gorice, ki ima torej odličen podmladek. In za mlade fante zagotovo tudi dodatna vzpodbuda, ko so lahko pospremili reprezentante na kar pomembni tekmi proti italijanski zasedbi. To je naš vratar Tjaž Lovrenčič. Fetič, Čeh. Bukovec je poskusil, Čeh in Bukovec sta kombinirala. Ja, sedaj skoraj v celoti na parketu v četvorki, četvorka Dobovca, samo Bukovec je tisti, ki ne prihaja iz te ekipe. Še enkrat pa Duščak uspešen, Duščak gre v napad. Bukovec se odkriva, Bukovec preigrava, ampak vendarle si je dal malce predolg predložek, tako da je žoga končala v nogah, v rokah vratarja Moliterna, torej Francesco Moliterni, pa še ena globoka podaja, vendar pa ni bil dovolj uspešen Mauro Kanal, ki je recimo včeraj dosegel zadetek proti Slovencem v Laškem. Selektor Dobovičnik, ki ponovno vodi našo reprezentanco. No, tule pa težave, ampak vendarle brez težav za Tjaža Lovrenčiča. Dobovičnik v Skopju ni vodil naše reprezentance, kajti moral je odslužiti kazen, ki jo je pridobil na čelu reprezentance do 19. leta na kvalifikacijah v Podčetrtku. Torej sedaj je ponovno v svoji klasični vlogi ob robu igrišča. Čeh. No, tule še en mlad igralec, Žan Koren. Ja, Žan Koren gre tule v napad, poskusil je takoj z udarcem, ampak ne bo šlo. Italijani hitro v napad, tudi Koren se je pravočasno vrnil in preprečil nadaljevanje napada. Zaenkrat še brez pravega dela za oba sodnika, Admira Zahoviča in pa Aleša Periča Močnika, ki sta naša najviše rangirana sodnika. Jernej Petek je v vlogi tretjega sodnika ob zapisniški mizi. Medtem pa imajo Italijani žogo iz prekinitve. Merlim ima žogo, ampak ta podaja ni bila uspešna in ponovno so na potezi naši fantje. Ja, še naprej pritisk na naše, tu je še enkrat Lovrenčič. Jeremy Bukovec se je boril, ampak ni uspel, na zadnjemu je žoga pobegnila in končala ponovno v rokah gostujoče ekipe. Še poskus preigravanja, tokrat Žan Koren ponovno na pravem mestu in priboljuje tudi žogo za Slovence, medtem ponovno klasična zamenjava, spet prihajajo na igrišče pravzaprav naša najmočnejša zasedba. No, Fetič je tudi, prejle sem pogledoval tudi proti Teu Turku. Sedaj je Fetič na igrišču, izkušen igralec futsala. Danes, kot rečeno, njegov 101. nastop. Še enkrat pa neuspešna podaja. In ponovno so na potezi naši. Toškovič je žogo dobro zaustavil, Igor Osredkar in Fideršek. Fideršek odlično pregledal, Fideršek je sprožil. In takole bodo naši žogo prepustili v kot. Iz kota bodo nadaljevali, torej prva prava prekinitev za naše, po tem, ko so se odločneje preselili pred italijanska vrata. Fideršek odlično, potem pa preko gola. Odlična akcija, Matej Fideršek je sprožil pred vrati, pa potem
vendarle niso naši uspeli preigrati vodilnega zadetka. Lepa akcija, tudi lepa zamisel, v kateri Italijani niso najbolje sledili, vendar pa ostajamo pri rezultatu 0-0. Teče pa 4. minuta prvega polčasa. Oziroma 7. minuta v tem trenutku, ja. V nekaterih dvoranah semafori prištevajo, v nekaterih odštevajo čas. Torej, potem pa prekršek na sredini igrišča. No, tudi italijanski selektor seveda s precej igralci danes poskuša tako ali drugače kombinirati in dati morda priložnost tudi kateremu od igralcev, ki na pomembnih tekmah manj igrajo. Še en poskus, tam je Igor Osredkar blokiral udarec, tako da bo žoga šla ponovno iz avta v nadaljevanje igre. Ja, malce odboja, ampak kljub vsemu brez težav za našega Tjaža Lovrenčiča. Ponovno Osredkar. Osredkar in Fideršek dobro sta uigrana tudi zato, ker igrata skupaj v Makarski, ki se je podobno kot Dobovec torej uvrstila v elitni del Lige prvakov. Tu je ponovno Turk kombinacijo, lepa kombinacija, ampak malce je ponagajala žoga in sedaj hiter italijanski protinapad. Pa ne bo šlo preko Fiderška, ki je dobro se postavil po robu in zaustavil Giacoma Azzonija. Turk je preprečil nadaljevanje akcije. Ja, zaenkrat naši dobro parirajo Italijanom, ki so sicer više rangirana reprezentanca, ne nazadnje so bili tudi dvakrat evropski prvaki, dvakrat so na svetovnih prvenstvih osvojili 3. mesto. Tu pa ponovno težave, manjši nesporazum, žoga je ponagajala Pablo Vieri. Tošković. Fideršek odlično, Fideršek! Tule še ena akcija, a potem pa vendarle Osredkar ni uspel, to Tošković je sprožil proti vratom. Ja, še ena akcija Slovencev, ki je nakazala, kako bi lahko vendarle tudi zadeli v polno proti Italijanom, glede na to, da v Laškem včeraj niso uspeli. Ja, zagotovo je prihod Fiderška pomembna okrepitev za ekipo Andreja Dobovičnika. Mislim pa, da tudi med vratnicami imamo igralce oziroma vratarje, ki bodo dostojna zamenjava Damirju Puškarju, ko se bo odločil za nogometno upokojitev. Ponovno imajo Italijani prekinitev. Poglejmo, če imajo tudi kakšno novo finto, ki jo lahko prodajo. Akcija in dobra obramba Lovrenčiča, odlično. Poskusil ga je premagati Padilja, vendar pa se je izkazal Tjaž Lovrenčič in preprečil vodilni italijanski zadetek. Tokrat Osredkar na pravem mestu. Ja, treba je bilo zgolj reševati žogo. Torej, napadi na obeh straneh, tekma je živahna. Ja, dobro pokrivanje s presingom. Takole je odlično odreagiral sedaj Tošković, pa potem ponovno Fideršek. Fideršek nadzira žogo, Fideršek, ja, ni uspel, žoga z igrišča, out pripada Slovencem, Italijani se razburjajo. No, tudi Fideršek je nekaj pripomnim italijanskemu selektorju. Žoga torej iz avta za kapetana Igorja Osredkarja. Ja, Teo Turk pa malce predolga podaja zanj in žoga je ponovno končala v posesti italijanskega vratarja. Predaleč je šla žoga, ponovno pripada našemu vratarju.
Sicer pa Italija je ena od držav, v katero so že v preteklosti odhajali naši igralci futsala. Tam recimo igra prav Tjaž Lovrenčič, pa tudi Jeremy Bukovec, ki je v tem trenutku v vlogi pivota na igrišču, medtem pa tudi prvi prekršek Italijanov. Čeh, Duščak, Fetič in Bukovec je četvorka Andreja Dobovičnika v tem trenutku. Tu je Čeh. Duščak in Bukovec. Bukovec tudi tokrat ni uspel, dobro ga pokrivajo. Morda še malce premalo stabilen za odločnejšo vlogo pivota. Spet italijanske kombinacije, ampak tudi oni niso uspeli, sicer je pa Dilja tam kombiniral, ampak na zadnje brez uspeha. Tu je Lovrenčič, dobra podaja proti Čehu, ampak vendarle malce previsoka. In spet bodo naši poskusili s presingom zaustaviti naslednji napad Italijanov. Še vedno torej brez zadetkov smo čez polovico igre v prvem polčasu. To je nov poskus Italijanov. Ja, dobro, Jeremy Bukovec odlično in sedaj Fetič gre v akcijo. Fetič, tu je Čeh je sprožil in za malo žoga ni končala v mreži, tam pa sta trčila Jeremy Bukovec in pa italijanski vratar. Ja, vse je bilo ostro pred vrati, to se dogaja, vratar je šel hrabro iz svojih vrat, Jeremy Bukovec proti njemu. Ampak upamo, da ne bo hujšega, sicer pa naši imajo novo žogo iz prekinitve. Vse je v redu, Bukovec se je opravičil italijanskemu vratarju. Torej, Francesco Moliterno v vlogi vratarja. Udarec po nosu je, kot kaže, dobil, ampak mislim, da bo hitro vse v redu in bo z dvobojem lahko nadaljeval. Naši pa bodo ponovno pripravili akcijo iz prekinitve. Spet pa tisti prejšnji napad, dobra napoved tudi nadaljevanja naših napadov. Fetič, Čeh, ja, tule je poskus, ampak nista se Duščak in Fetič najbolje sporazumela. Ja, tudi Andrej Dobovičnik se jezi ob neuspehu te akcije. O, gol! Odlična akcija! Jeremy Bukovec v polno! Izigrana je bila italijanska obramba, Bukovec pa je žogo zabil v mrežo za 1-0. Ja, gol v 11. minuti dvoboja, pomembna naložba, če gre samo za prijateljsko tekmo v dvoboju z Italijani. In še enkrat bom omenil tudi to, da naša reprezentanca sploh ni v popolni postavi, da manjkajo nekateri zelo pomembni igralci naše izbrane vrste. Medtem prekršek, tokrat Fetiča ali celo Čeha. Ja, verjetno se bo to tudi po tej plati malce zaostrilo, kajti mnogi trenerji in selektori radi poudarijo, da enostavno ni več prijateljskih tekem, da so pač samo tekme, na katerih je potrebno zmagati, da vsak rezultat šteje oziroma da je vsak rezultat pomemben v iskanju tudi nekaterih izhodišč za dvoboje, ki so potem, kot jim rečemo, uradni, recimo v kvalifikacijah in pa na evropskih oziroma svetovnih prvenstvih. Italijani bodo sedaj poskusili poiskati izenačenje. Toda napaka, tam je Duščak dobro, odlično zaustavil pa Diljo. Ja, sedaj Italijani pritiskajo. Tule je Bukovec še enkrat. Bukovec se dobro gradi, ampak tudi tokrat mu je žoga na zadnje ponagajala Paolo. Cesaroni ga je zanesljivo zaustavil.
Ja, tudi tokrat oddeljujejo naši Italijane dlje. To je Bukovec, manjša napaka, vendar pa Bukovec je dosegel danes zadetek. Tule celo italijanski vratar, ki je poskusil z dolgo podajo v konico napada. Kako so včeraj padali zadetki? V 24 minuti je v polno zadev Mauro Canal, potem v 37. Merlim in še enkrat Canal v 38. ko so naši igrali z vratarjem v polju. Ja, medtem pa še en prekršek. Fetič je tole po mnenju sodnika naredil prekršek in zato tudi protesti pri sodniku Admirju Zahoviču iz Šentilja. To je sedaj še tretji slovenski prekršek. 8 minut pa še do konca prvega polčasa. Ja, tudi tokrat odlična obramba. Ja, in gol na zadnje, napaka pred vrati, v polno, pa je zadev sedaj Viktor Rossi Meljo. Tam nista ne Duščak, ne Tjaž oziroma Fideršek, ne Lovrenčič uspela odbiti žoge in Italijani so tudi malce po sreči prišli do izenačujočega zadetka. Melo je bil torej uspešen in sicer v 13. minuti obračuna. Škoda za sedaj tale zelo poceni prijet zadetek. Malce premalo odločnosti pri izbijanju žoge. Ja, pritisk sedaj na italijanskega vratarja. Potem pa napaka Italijanov. Ja, zares kakšna škoda. Tam je Fideršek imel žogo na nogah, pa morda preveč okleval in nazadnje je to Melo izkoristil. Sedaj prekršek nad Osredkarjem, takoj tudi opravičilo italijanskega nogometaša Merlima. Fideršek preigrava in zunanji del mreže. Odlična kombinacija Fiderška. No. Tule pa protesti Italijanov. Sergio Romano je tule protestiral in sedaj bo morda tudi kaznovan. Kaj je bilo narobe, morda žoga že z igrišča. Nisem dobro videl, kakšna je bila težava, kakorkoli, vse se je pomirilo, vendarle gre na nek način za tekmo, ki je v prvi vrsti le namenjena tudi v igravanju. Seveda pa bi recimo poraz Italijanom težko padel, še posebej zaradi tega, ker so bili recimo poraženi na zadnje v Sloveniji in to na Evropskem prvenstvu v Stožicah, ko je Slovenija preigrala zares lepo zmago in sicer z 2-1 3. februarja lani. Teo Turk z malce predolgim predložkom, tudi kot kaže bo pritisnil in tudi uspel pravzaprav povzročiti nekaj težav gosta. Tule pa Fideršek. Fideršek tudi tokrat ne najbolj odločen. Takole še enkrat odlično Matej Fideršek, Mariborčanu, v vrstah oziroma nekdani mariborski nogometašu, v vrstah naše izbrane vrste. Osredkar pritiska. Tudi tokrat do Teo Turka žoga. Teo Turk in Matej Fideršek kombinirata. V ozadju je sedaj Totoškovič, ki se bo takoj preselil v svojo klasično pozicijo. Tule je. Dobro se je zagradil, recimo, če malce primerjamo njegovo igro in pa igro Jeremija Bukovca, ki bo očitno še moral kaj dodati tej svoji vlogi. Tule pa Turk, ampak zapletel se je tam Totoškovič s tole žogo. Znova pa začenjajo Italijani napad. Spet naš napad, 15. minuta teče v prvem polčasu. Tule je Totoškovič. Toškovič, ja, dobro
drži žogo, potem pa Fideršek je sprožil mimo gola. Fideršek, ja, tolče vseh položajev, tudi tokrat je močno udaril po žogi, ampak ne dovolj natančno. Tista prejšnja akcija, ko se spomnite, ko je zadev zunanji del mreže, je bila dosti bolj blizu morebitnemu uspehu. Massimo De Luca, sedmica v italijanski vrsti, tule je, štirica je Sergio Romano, potem pa še enkrat Fideršek ni uspel, pa še enkrat in prekršek. Odrivanje. Ja, takoj ostro, eden na drugega. Ja, osred kar se ne da, zakaj bi pustili Italijanom, da nekako gospodarijo v Mariboru. Ja, protesti, češ, da se je vrgel, ampak Sergio Romano, mislim, da brez potrebe sedaj protestira. Ja, klasično nadigravanje v verbalnem smislu, ko gre za takšna meddržavna srečanja, kjer vendarle je tudi rezultat svojevrstnega pomena. Ja, očitno malo se več dela za oba sodnika, Zahoviča in pa Močnika. Kot kaže, bo Fideršek sedaj sprožil proti vratom. Pa spet protesti Italijanov, tokrat menda žoga ni na pravem mestu. Fideršek je pripravljen. Ali kombinacija, ali morda celo neposreden udarec proti vratom. Sodnik ovira sedaj Fiderška. Ja, treba bo tudi malce pomiriti strasti na trenutke, čeprav mislim, da bo še vroče na današnjem dvoboju, tudi glede na včerajšnjega, ki so ga Italijani dobili, vendarle visokih 3-0. Fideršek je sprožil naročje vratarja italijanske ekipe in Italijani gredo v napad dobrih 5 minut pred koncem prvega polčasa. Tu lepa akcija, ampak dobra obramba. Tjažo Vrenčič se je izkazal z obrambo. Skoraj da napaka, žoga je končala izven igrišča. Out za Slovence, ni takoj osredkar šel po žogo, ampak mislim, da zaradi menjave, ki so jo pripravili v našem taboru, leteča menjava ponovno je na igrišču Jeremy Bukovec. Igi ostaja na igrišču, Teo Turk tudi. Turk na zunanjo pozicijo. Fideršek, odlična obramba, odlično! Odlično je sprožil sedaj Fideršek, Matej Fideršek in še ena obramba italijanskega vratarja Moliterna. Še enkrat bodo naši šli iz kota. Še druga podobna situacija, ki je Italijani niso uspeli zaustaviti. Še ena akcija, Fetic sedaj, vendar pa žoga je zadela italijansko 17-tico Vieiro. Tule je Čeh in Duščak in Fetic. Ja, Italijani s presingom po celotnem igrišču. Bukovec se je vendarle bolje zagradil sedaj. 4 minute in pol do konca prvega polčasa. Ja, ni prave rešitve v tem trenutku. Vendar pa nekaj izkušenih igralcev je, ki znajo zadržati tudi te težke žoge. In nazadnje rumeni karton za italijansko štirico. Sergio Romano si je že prej prislužil nekaj opozoril sodnika Admirja Zahoviča, no tokrat pa mu je zalepil, bomo rekli, tudi rumeni karton. Mislim, da je šlo tam za odrivanje z Bukovcem, ki ga je Zahovič tudi opazil. Sedaj imajo torej naši ponovno prosti udarec, ali bi lahko Fetic svojo levico tule sprožil. Fetic je z prostega strela, mislim, da je bilo vse skupaj malce bolj levo zadev proti Špancem na zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko so naši premagali Špance tu v Mariboru z 1-0 in potem tudi na povratni tekmi v Melili na severu Maroka dolgo časa držali vozovnico za svetovno prvenstvo, a niso odšli tja. Tule je sedaj akcija, Čeh je sprožil neuspešno, vrdi se takole Fetic in ponovno Tjažo Vrenčič. Pa podaja proti Bukovcu, neuspešna je bila ta podaja in 4 minute pred koncem prvega polčasa Italijani v novem napadu.
bo šlo, tudi tokrat ne. Čeh proti Bukovcu. Bukovec ni uspel v boju z Melom. Potem pa takole. Tudi padec, pa spet pogledovanje proti sodniku. De Luca, Massimo De Luca je napadal, vendar pa ni uspel. Nogometaš italijanskega Rietija. Ja, zelo pomembna tekma danes za Jeremija Bukovca, za mladega prihajajočega nogometaša v naši izbrani vrsti, ki morda svojo igro malce spominja tudi na Kristjana Čujca, vsaj po svoji višini, vendar pa, kot sem že poudaril, bo potreboval še kakšno dodatno izkušnjo, predvsem v tistem ruvanju, ki so ga pivoti deležni s svojimi čuvaji, ko so s hrbtom obrnjeni proti nasprotnim vratom. Tule še ena kombinacija, takole pa izbija žogo Tjaž Lovrenčič, ampak zgolj v out za italijansko reprezentanco. 3 minute pred koncem prvega polčasa, ko je izid 1-1. Še enkrat dobra obramba. Tjaž Lovrenčič se je ponovno dobro postavil med vratnicami, spet lečeča menjava na igrišče, prihaja ponovno Denis Totoškovič. Odveč je poudariti, da je tudi danes nekaj naših reprezentancov prišlo iz službe v Maribor, ampak to je pač že stalnica v naši reprezentanci oziroma v našem klubskem futsalu, ker enostavno ni profesionalnih igralcev, kot so recimo naši današnji tekmeci Italijani. In zares razlike niso prav velike. Slovenija je v evropskem merilu med top 10-terico. Tudi naši klubi, recimo Dobovec je, mislim, da nekje okrog 7., morda celo na 6. mestu v Evropi. V svetovnem merilu je naša reprezentanca med najboljšo 20-terico. To so vse podatki, ki govorijo o tem, da vendar naši, kljub temu, da so več ali manj amateri, ne zaostajajo prav veliko za profesionalci in seveda se lahko vprašamo, kaj bi se zgodilo, da bi recimo imeli reprezentanco profesionalcev, glede na to, da imamo pač izjemno nadaljeno ekipo. Še en udarec preko gola. Ja, dotik vratarja italijanske reprezentance in to bo še ena podaja iz kota za Slovence. Z prejšnjih kotov so kar pošteno zapretili Italijanom, ali jim lahko ponovno. Ja, tudi tokrat še en udarec, pa spet blok Italijanov. Dobro so pazili na tole akcijo. Merlim je tole preprečil, da bi žoga letela proti vratarju. Spet iz avta. To ni prave rešitve, tu je Čeh, spet pritisk na naše. Ja, in žoga z igrišča. Ja, zelo pomembna je današnja tekma tudi iz tega zornega kota, da naši poskušajo preigrati prednost proti nasprotni ekipi, ki igra s presingom, ki pokriva igralce po celotnem igrišču, ki jim tako rekoč ne da dihati. Tule je za trenutek Žan Koren. Koren potem pa poskus, ampak vendarle malce previsoka žoga. Malce je ponagajala Denisu Totoškoviču, ki je sicer že nekajkrat poskusil na takšen način. Mislim, da je v državnem prvenstvu tudi zabil en gol. Celo v lanskem finalu, če se ne motim. Torej ni bil ta poskus kar nekaj, ampak vendarle poskus, ki je imel nek pedigre. Medtem ponovno Fideršek na igrišče. Od njega lahko pričakujemo kakšen udarec z razdalje, ponovno spet pogovor, Fideršek in Fetič, Čeh in Totoškovič, spet močna zasedba Slovencev na igrišču. Ja, tam pa nazadnje ni uspel Totoškovič, mislim, da nekaj držanja in porivanja. Mi smo pa že blizu zadnje minute prvega polčasa. Skinina, Angelo, številko 3 tudi na igrišču. Tu je ta igralec, izgubil je dvoboj, potem pa vendarle nadaljevanje italijanskega pritiska. Pa še en udarec, tako je sprožil Padilja, ampak vendarle preko gola, brez težav za našega vratarja.
ki je klonil v 13. minuti, ko ga je Emilio premagal. Totošković ni uspel zadržati žoge na igrišču, iz avta je šla. Ja, spet nekaj protestov, na drugi strani je Aleš Perić Močnik. Z Zahovićem sta bila sodnika tudi v elitnem delu Lige prvakov v ruskem Tjumnu, kjer sta kot rečeno igrala Fideršek oziroma Osredkar in z Makarsko osvojila 3. mesto. Dobovec je bil v Moskvi 2. Osredkar. In pa Turk. Žoga z igrišča pripada ponovno italijanski reprezentanci. Smo že v zadnji minuti, globoko v zadnji minuti prvega polčasa. Še 40 sekund je do konca. Ja, še nekaj časa za kakšen napad. Tule za trenutek tudi Mauro Kanal, ki je včeraj zadev dvakrat, igralec številko 13. Medtem pa še en prekršek, 5. prekršek Italijanov, tokrat nad Fiderškom. Naredil ga je Skinina in ponovno prosti udarec za naše, ki vendarle še imajo čas za napad. Totošković, čas se izteka, še 20 sekund, vendarle za napad. Totošković vedno lepo proti Fideršku. Fideršek bo šel 1-1, Fideršek preigrava. Potem pa takole, ni gola! Igor Osredkar bi lahko z glavo zabil. Vendar pa so žogo Italijani izbili 10 sekund pred koncem prvega polčasa. Lepa akcija, Fideršek povzroča obilo preglavic italijanskim branilcem, predvsem s svojim preigravanjem 1-1. Še ena akcija naših. A tule Fideršek, ja, zmanjkalo bo časa, kajti izteka se prvi polčas. Še en poskus, dolga podaja proti Totoškoviću ne bo šlo. In samo še 2 sekundi do konca, torej končanje. Prvi polčas v mariborski dvorani Tabor, prijateljski obračun, 11. medsebojna tekma Slovenije in Italije. 1-1 po polčasu. Bukovec je zadev v 11. minuti, Melio pa je v 13. izenačil. Dobra predstava prijateljske tekme. Futsal reprezentanc Slovenije in Italije, 1-1 ob polčasu, torej nadaljevanje boja tudi za prestižno zmago. Tule Turk, ki je poskusil in uspel priboriti podajo iz avta za našo reprezentanco. V prvem polčasu je Bukovec zabil v 11. minuti, Melio pa v 13. izenačil na 1-1. Še nekaj dobrih akcij, predvsem Matej Fideršek je nekajkrat močno sprožil, tako da se je moral kar potruditi italijanski vratar. Še en udarec, Teja Turka mimo gola. Ne dovolj natančno, ampak še ena akcija, s katero so naši zapretili Italijanom. Kot sem že poudaril ob začetku, če ste nas spremljali, ste tudi videli manjšo slovesnost ob začetku obračuna, ko je bil za dopolnjen 150. nastop za našo izbrano vrsto nagrajen kapetan Igor Osredkar. Danes sicer igra že svojo 154. tekmo, 150. je odigral na kvalifikacijah v Skopju, ko so naši premagali reprezentanco Severne Makedonije. Tule je Osredkar in Totošković. Potem pa Turk in Fideršek. Tjaž Lovrenčič ostaje v zraci. Fideršek še enkrat odlično preigrava. Še enkrat Fideršek odlično, kar nekajkrat je gostujoče igralce preigral 1-1 in tudi močno sprožil proti vratom. Ferreira številko 16 v italijanski reprezentanci. Kot sem dejal, nekaj je Brazilcev v izbrani vrsti Italije, ki so jo naši na 2 velikih tekmovanjih premagali, in sicer v Antwerpnu na Evropskem prvenstvu 2014 in tudi v Stožicah, ko so naši povzročili za kar lepo euforijo takrat, ko so premagali Italijane, kar je bilo tudi dovolj, da so potem napredovali v četrtfinale prvenstva. Tule poskus, ampak neuspešna kombinacija med Turkom oziroma Osredkarjem.
Še ena akcija naših Turk preigra odlično. Potem pa iz ozadja Fideršek. Dobro je Turk stopil na žogo, ni šel brez glavo v nadaljevanje napada. Še enkrat pa Fideršek tokrat ni uspel, pa vendarle se je nekako dokopal do žoge, ki pa je nazadnje končala izven igrišča. No, pred evropskim prvenstvom tudi dve tekmi naše reprezentance z Italijo na prijateljskih obračunih. Tule je Turk še enkrat, ki poskuša, ni uspel. V Ajdovščini in v Tolminu leta 2016. Obakrat zmaga Italijanov, no tule pa napaka Italijanov. Kakšna napako so si privoščili, podaja svojemu vratarju, nesporazum v italijanski vrsti in naši imajo indirektni prosti udarec. To je tudi priložnost za kakšno uigrano kombinacijo, da morda pridijo do vodilnega zadetka. Ja, prav zanimivo je, da si tudi tako velika reprezentanca, kot je Italija, privošči tako napako v podaji svojemu vratarju. Torej Fideršek, Osredkar, Totošković in Turk bi tule lahko poskusili s kakšno uigrano kombinacijo pretentati Italijane. Poglejmo, če imajo kaj pripravljenega. Mislim, da bo Totošković dobil povratno podajo. Ali bo celo Igi kakorkoli sodeloval v tej akciji. Fideršek. Fideršek, ja, zmaknjena žoga, potem pa je žoga zadela tam živi zid in končala v kotu. Še enkrat to res, kota, dobro so vendarle Italijani postavili živi zid in niso dovolili presenečenja. Še ena visoka podaja, še en udarec in nazadnje prekršek. Prekršek Totoškovića tokrat, ki je odrinil italijanskega nogometaša. Ne, kot kaže Fideršek, tisti, ki je naredil prekršek. Ja, Fideršek je odrival enega italijanskih nogometašov v tej akciji in to je opazil tudi sodnik Admir Zahović, zato rumeni karton za našega nogometaša. Pa še en prekršek, tokrat prekršek gostov. Tudi oni se razburjajo. No, to je igralec številko 17 italijanski reprezentanci Vieira, Pablo Arlan Vieira. Fetić. Tam je Bukovca zadela žoga, malce previsoka podaja Čeha, pa spet leteča menjava na igrišče, prihaja Klemen Duščak. Nogometaš Dobovca, spet trije igralci Dobovca, pa dva igralca, ki igrata v Italiji. Tako Jeremy Bukovec kot tudi Tjaž Lovrenčič. Tjaž Lovrenčič je član italijanskega A2 ligaša Pagnano. Ja, udarec v zunanji del mreže, sicer dobro iz obrata, Merlim, vendar pa brez pravega zaključka. Tule je Čeh. Čeh in Fetić ponovno. Nekaj prostora, tule Lovrenčič oziroma poskus Bukovca. Bukovec je sprožil in ni uspel. Dobro je pripravil tole akcijo, vendar pa odlično je šel v blok italijanski vratar Moliterno in preprečil zadetek. Toda naši imajo ponovno prekinitev, ponovno podajo iz kota. V 24 minuti še ena podaja pred vrata, še enkrat izbijajo Italijani. Tam je sicer Fetić čakal na podajo na zunanji poziciji. Zdaj gre na zunanjo pozicijo Duščak, tudi Fetić je tisti, ki bo podajal. No, sodnik pa zahteva, da so Italijani oddaljeni 5 metrov od žoge. Duščak, žoga je zadela tokrat Sergio Romana, ki že ima rumeni karton iz prvega polčasa. Zgolj omemba tega podatka ob njegovem imenu. Ponovno Fetić, Fetić in Duščak. Bukovec se tam odkriva. Pa ponovno Čeh. Čeh in Fetić, odlično Bukovec. Pa spet Fetić. Dobro nadzirajo naši dogajanje na igrišču in tudi žogo. Duščak. Duščak in Čeh. Bukovec. Bukovec in Čeh sta igrala skupaj tudi v Mariboru. Pa dolga podaja, to da nazadnje je žogo dotaknil Vieira. In ponovno iz avta podaja v 4. minuti drugega polčasa. Še naprej je 1-1 iz prvega dela.
Fetič. Čeh preigrava, Čeh, žoga, mislim, da mu je že pobegnila z igrišča, ampak ne, vendarle so se Italijani zadnji dotaknili, potem pa napaka. Poskus podaje proti Duščaku, nesporazum v slovenskih vrstah in spet so na potezi Italijani, na igrišče prihaja tudi igralec številko 2, Viktor Rossi Meljo, ki je dosegel zadetek za izenačenje na 1-1. Duščak je skoraj prestrigel podajo, tam Fetič napada. Ja, ni pravih rešitev tudi za Italijane, ne, dobro naši držijo, pokrivajo tudi prostor, ni pravih rešitev tudi za tiste globinske podaje. No, tule je vendarle en poskus. No, še enkrat tako rečemo, zares škoda za tisti gol, ki so ga Italijani zabili za izenačenje po nesporazumu v naših vrstah. Tule še en poskus, tule je Fetič sedaj, Fetič, ki se zna zagraditi, odlično Fetič. Ja, potem pa je izgubil dvoboj, sedaj Italijani v novem napadu, potem pa ponovno Fetič. Dvoboj na majhnem prostoru in žoga z igrišča. Ja, Fetič se razburja pri Vjeri. Spet bo treba malce pomiriti strasti, kot kaže, Bukovec dobil udarec. Tudi tokrat brez pravega zaključka, tudi tokrat Italijani niso uspeli, sicer ponovno Vieira protestira pri sodniku, ampak mislim, da vendarle brez uspeha. Tule pa podaja proti Bukovcu, Bukovec se je dobro gradil, ampak ni uspel, nazadnje pa vendarle akcija, še vedno akcija, Bukovec in naprej Čeh, Bukovec je padel, obležal, igra gre naprej. In Fetič pošilja žogo z igrišča. Ja, tule je zelo zadišalo po najstrožji kazni. Mislim, da je bil Bukovec tam oviran, da je dobro zagradil žogo in da ga je nazadnje italijanski nogometaš podrl. Zato tudi sedaj težave zanj. Jeremy Bukovec igra v Lucreziji. Nastopa pa v italijanski serije A2. Daleč na jugu med Ancono in Riminjem je mesto Lucrezija. Sicer v Italiji tudi Tjaž Lovrenčič. Jeremy Bukovec, mlad igralec, letnik 2000, torej igralec, pred katerim je prihodnost. No, kot kaže, je dobil kar močan udarec. Igra pa bo šla naprej, torej sodnika se nista odločila za najstrožjo kazen. Ne bom predrzen, ampak recimo, če bi bila tekma v Italiji in bi sodili italijanski sodniki, bi bilo morda marsikaj drugače v tej akciji. Kakorkoli, ostajamo pri 1-1, 6. minuta drugega polčasa, Bukovec sedaj na klop, na igrišče pa ponovno Jean Koren. Jean Koren iz Kobariškega Oprasta, tu je Čeh in Fetič. Italijani ponovno s presingom. Pa še enkrat Koren, dobra podaja v konico napada. Ja, in dobro, tudi vratar iz vrat, malce hitrejši je bil od Denisa Totoškoviča. Ja, kar odprt boj za zmago na tem prijateljskem obračunu italijanske in pa slovenske futsal reprezentance. Še enkrat Totoškovič na pravem mestu in out, ki pripada Slovencem, pa ponovno Italijani seveda vidijo drugače. Mauro Canal tokrat ni zadovoljen s to odločitvijo. Fideršek je žogo zadržal na igrišču, Totoškovič. Toškovič in Fideršek kombinirata. Fideršek, ja, žoga mu je pobegnila z igrišča, out pripada ponovno Italijanom, ob njem je bil Viktor Rossi Meljo, zadetek oziroma strelec izenačujočega zadetka, in sicer na začetku
drugega dela prvega polčasa v 13. minuti. Sedaj pa smo v 7. minuti drugega polčasa. Še naprej brez spremembe izida. Igor Osredkar. Tudi tokrat ne bo šlo, ponovno so naši zaprli vse dostope do svojega vratarja. Igor Osredkar, Osredkar in Teo Turk. Odlično Turk, potem pa dobro nadaljevanje. Totošković. Totošković sicer zna žogo, ampak predvsem Fideršek je tisti, ki zna prebiti 1-1. Pa tudi Turk lahko preigra. Turk odlično. Ja, dobra, sicer podaja predvsem pred vrat, ampak Teo Turk je na podoben način bil podajalec za enega od zadetkov v Moskvi za ekipo Dobovca, ki se je tam borila v Ligi prvakov. Pomemben zadetek takrat proti domačemu KPRF-u, ko so naši povišali prednost, ko je bilo 1-1 na 2-1. Tule pa prekršek naših, malo prekrškov v tem drugem polčasu, šele drugi prekršek Slovencev. Ja, tudi tokrat brez težav za Lovrenčiča. Naši vsekakor odlično pokrivajo, tu pa sedaj Fideršek. Fideršek v preigravanje. Odlično, do Tea Turka žoga. Turk je sprožil, priboril je out za slovensko reprezentanco. Kom podaja Fiderškov, Fideršek je sprožil, zadev je svojega soigralca, out pripada Italijanom. Ja, predvsej bolj miren je italijanski selektor Alessio Musti kot pa Andrej Dobovičnik, ampak vsak trener, vsak selektor ima pač svoj slog vodenja tekem. Še eno prestrežena podaja, tudi tokrat naši na pravem mestu. Igor Osredkar. Ja, potem pa tudi Italijani dobro zaustavljajo napad. Giacomo Azzoni je tokrat preprečil nadaljevanje slovenskega napada. Še dolgih 12 minut do konca, še se lahko spremeni potek tega dvoboja, ki je očitno precej bolj izenačen kot včerajšnji v Laškem. Sicer pa včeraj tudi precej dela za našega vratarja Damirja Puskarja, ki je imel kar veliko obramb. Potem pa še en out za Italijane. Ja, in takoj naši napadejo, ampak v takšni igri je seveda pomembno gibanje, da nasprotna ekipa ne naredi kakšnega viška. Kajti takoj, ko gre nasprotna ekipa v napad z igralcem več v napadu, se lahko hitro slabo konča za ekipo, ki je v obrambi, ki na ta način izpade iz igre. Fideršek, odlično, Fideršek, zadev je vratarja. Molitjerna, ampak še ena dobra akcija Mateja Fiderška. Italijani gredo v nov napad, Mauro Canal. Ja, tudi navijači so živeli v dvorani Tabor, ni prav veliko obiskovalcev, ampak dvorana seveda kar precej velika, tako da se tudi tisti, ki so prišli, malce porazgubijo in tule sedaj prednost za Slovence v napadu, ampak potem žoga ni hotela med nogama, zato pa sedaj v protinapadu Italijani. In prekršek Totoškovića, mislim, da je celo malce čakal sedaj Ferreira ob tejle akciji, da ga je nekako dohitel slovenski igralec in ga nekako tudi potem podrl na tla. No, Italijani imajo sedaj dobra pozicija za udarec proti vratom. Merlim ima žogo. Reprezentant brazilskih korenin. Ali bo sprožil celo neposredno proti vratom? Ja, ampak zelo slabo. Preveč je želel sam v tejle akciji narediti in nazadnje brez uspeha. Merlim sicer z vzdevkom Babalu. Ja, pa še enkrat ni uspel Bukovec, kar precej ga odnaša, ko gre proti žogi.
Še en poskus globinske podaje, ampak Slovenci še naprej dobro pokrivajo. Mislim, da v nadaljevanju tega dvoboja v zadnjih 11 minutah bo šlo tudi za to, katera ekipa bo naredila morda kakšno usodno napako, kot jo je recimo Slovenska v 13. minuti, ko Fideršek ni bil najbolj odločen pri izbijanju žoge in je v polno zadev Meljo, takrat za izenačenje na 1-1. Bukovec tokrat je uspel zaustaviti žogo, ampak vendarle se je moral vrniti daleč na svojo polovico. Tule še ena podaja proti njemu, predolga podaja. Je pa Bukovec strelec edinega slovenskega zadetka na tem obračunu. No, Igor Osredkar, ki je neke vrste slavljenic danes, čeprav igra že 154. tekmo, torej 150. je dosegel že na kvalifikacijah v Skopju, je dosegel 77 zadetkov in je torej absolutni rekorder v obeh kategorijah oziroma v seštevkih tekem in tudi doseženih zadetkov za reprezentanco. Duščak proti Bukovcu. Bukovec je tokrat poskusil zaustaviti žogo in ni uspel. Nazadnje pa nova akcija, prekršek. Prekršek Italijanov, Massimo De Luca, ponovno klasični prizori, ponovno protesti. Ne strinjajo se z nobeno sodniško odločitvijo. Italijanski nogometaši, ponovno torej prosti udarec za Duščaka. 9 minut in 40 sekund pred koncem dvoboja. Duščak proti Bukovcu. Bukovec je ponovno izgubil dvoboj, še en prekršek. To je sedaj tretji prekršek Italijanov, odrivanje z hrbta. Duščaka oziroma Bukovca kar precej odnaša, ko gre na žogo in tokrat je sodnik ocenil, da je to prekršek in sedaj ima Fetič tudi žogo za morda neposreden udarec proti vratom. Tam se Jeremy Bukovec pogovarja, Ferreiro morda se je že naučil tudi dovolj italijanščine za kakšno debato. Fetič je sprožil preko gola, ni dovolj točno pomiril svojo levico. Bukovec je tam seveda oviral vratarja, zato sedaj tudi protesti vratarja pri sodniku, ampak igra bo šla naprej. Torej, kdo bo koga v teh zadnjih 8 minutah, 9 minutah tega obračuna. Tam je Bukovec napadel, pa spet naši precej više pritiskajo na italijansko reprezentanco. Vsekakor so te tekme pomembne tudi v iskanju. Tule še enkrat Čeh, ki odlično preigrava. Te tekme so tudi priložnost pravzaprav za tekmece, tako slovenske kot tudi italijanske reprezentance, ki se pripravlja za nastop v dodatnih kvalifikacijah oziroma v elitnem delu kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo, ki bodo igrali Italijani na Portugalskem. Poleg aktualnih evropskih prvakov pa tekmeci še Belorusi in pa Finci. No, naša izbrana vrsta pa bo igrala v skupini D in sicer v češkem Brnu, poleg Čehov še Kazahstan in pa Romunija. Morda celo eden boljših žrebov za našo reprezentanco v tem elitnem delu, glede na to, da se je izognila tako Rusiji, recimo, kot tudi Španiji, pa seveda Portugalski, pa ne nazadnje tudi Italije. Kazahstan je seveda v skupini D, v naši skupini, najviše rangirana reprezentanca, ampak morda tudi premagljiva. Duščak. Duščak in Fetič. Čeh se odkriva na drugi strani, tule je Duščak. Duščak je priboril Kodza. Ne, to je bil Fetič, Duščak je bil podajalec, Fetič in pa Kot za našo reprezentanco. 8 minut 20 pred koncem obračuna. Še enkrat Fetič je sprožil in odlična obramba. Tokrat se je moral potruditi vratar. Tu je Lovrenčič, Lovrenčič in Čeh. Pa spet Fetič. Fetič nesporazum, ni bilo Bukovca na pravem mestu, vrača se v obrambo Bukovec. Italijani pa nadaljujejo sedaj s pritiskom. Spet so naši odrinili Italijane precej visoko. Nimajo pravih rešitev. Celo do Merlima je šla žoga daleč nazaj.
Odlično pokrivanje v obrambi, še enkrat takole pošilja Duščak žogo z igrišča, priložnost za letečo menjavo v naših vrstah. Tudi Totošković ponovno na igrišču, pa Fideršek, pa Osredkar in pa Teo Turk. Tjaž Lovrenčič bo ves čas med vratnicami, torej danes Nejc Berzelak ne bo dobil priložnosti, kot kaže. Je pa, kot kaže, Tjaž Lovrenčič tisti, ki bo nosil breme, tudi če se recimo karkoli zgodi našemu prvemu vratarju Damirju Puškarju. Medtem pa žoga ponovno z igrišča, spet gol out, spet žoga za Lovrenčiča. Turk. Fideršek. Pa še enkrat Turk. Totošković. Totošković se zna seveda zagraditi. Tudi Italijani sedaj s presingom po celotnem igrišču. Tule je sedaj Totošković. Totošković odlično. Dobro je zaustavil žogo, potem pa so naši že precej više postavljeni. Tule je Fideršek, svet bo šel morda 1-1. Ne, tokrat se je odločil za podati Totoškoviću, potem pa povratna žoga. Dobro sta poskusila oba igralca, ampak nazadnje Fideršek ni dobro zadev žoge, končala je mimo gola. Še 7 minut do konca obračuna. Na igrišču ponovno tudi Romano. Napaka, Igor Osredkar. Teo Turk. Turk in Totošković ponovno. Mislim, da so malo napak naredili naši tudi v igri. Tule pa vendarle dobro v obrambi Vieira, Arnan Pablo Vieira. Ponovno žoga iz avta za nadaljevanje slovenskega napada. Tule je Fideršek. Fideršek, poskus Turka s peto proti Osredkarju. Spet celo do vratarja žoga, pa znova Romano. Podaja v prazen prostor, neuspešna podaja Maura Kanala. Ni uspel in žogo ima ponovno Tjaž Lovrenčič. Če malce pogledamo proti naslednjemu letu, morda se utegne zgoditi celo to, da bi recimo lahko tako Italijani kot Slovenci igrali dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Morda je tudi iz tega zornega kota današnja tekma vendarle pomembna, čeprav težko reči, ali kakšen tudi kaj skriva, mislim, da ne. Tule pa dobra akcija in nazadnje prekršek Tea Turka. Prekršek Tea Turka. Zanimiva odločitev Admira Zahovića. Očitno si je Turk pomagal. Na naši klopi se smejejo tej sodniški odločitvi. Kaj je bilo tu narobe, ne vemo najbolje. Mislim pa, da je tam šlo za odrivanje, kar je tudi Admir Zahović ocenil za prekršek. Še naprej torej 1-1, 35. minuta obračuna. Napaka, Italijani nimajo pravih rešitev. Mislim, da so Slovenci dosti bolj suvereni. Predvsem pa drugačna zgodba kot včeraj, ko so Italijani v drugem polčasu dosegli 3 gole. Še enkrat udarec Mateja Fiderška. Dobro se gradi, še enkrat Totošković. Fideršek in spet proti Totoškoviću oziroma Teo Turku žoga. Fideršek. Skoraj da napaka, to da nazadnje vendarle žoga z igrišča. Malo napaka, ampak tokrat je bila ena, ki pa nazadnje ni bila usodna. Fideršek še drugič s podajo v nasprotne noge, vendar pa nazadnje popravek v obrambi. 5 minut natanko do konca obračuna. Ponovno žoga iz kota za italijansko reprezentanco. Pred vrati na pravem mestu na Švrtari, sedaj hiter proti napad Igorja Osredkara na desni strani. Fideršek, Fideršek pa ni uspel, prepozno morda oddana žoga. Malce se je zapletel Igor Osredkar in vse skupaj se je končalo z udarcem v gol out. Oziroma mimo gola. Naši pa še naprej ostajajo visoko, iščejo priložnost za zmago proti Italijanom, ki nimajo pravih rešitev, tudi v tem trenutku ne. Tule sicer napaka, malce več napak, zagotovo tudi kakšen atom moči manj kot recimo
v prvem polčasu, tudi na začetku drugega. Igor Osredkar je prepustil žogo, leteče menjava ponovno v naši izbrani vrsti, spet na igrišče Fetič, Pačeh in tudi Bukovec. Igor Osredkar ostaja. Sicer do v naši ekipi danes ni igral. Tule še enkrat, potem pa napaka Čeha, ki je žoga mu ponagajala. Pravzaprav samo drugi vratar, Nec Brzelak, ni dobil priložnosti, ostali igralci vsi na tem obračunu. Še naprej pritisk na Italijane, tule pa Igor Osredkar, ki žogo izbija z igrišča v out za Italijane. Italijani bodo odigrali, kot kaže, kombinacijo, tako se dogovarjajo sedaj na parketu. Še dobre 4 minute pa do konca tega obračuna v mariborski dvorani. Tabor drugega v seriji dveh prijateljskih obračunov z italijansko reprezentanco, z nekdanjimi evropskimi prvaki, ki se kar redno udeležujejo tudi svetovnih prvenstv. Tokrat napaka, predolgo oklevanje z izvajanjem tega avta. Kar dvakrat so bili Italijani tretji na svetovnih prvenstvih. Dobra podaja v konico, potem pa odlično posredovanje v obrambi Romana. In tule akcija pa vendarle Igor Osredkar, ki je bil na pravem mestu. Žoga z igrišča komu pripada, kot kaže, je to kot za Italijane. Tu bo sedaj kombinacija italijanskih nogometašov, ne vendarle, zgolj kratka podaja. Potem pa tale poskus, žoga je zadela Bukovca. Torej v Braziliji 2000 in na Tajskem 2012 so bili Italijani na tretjem mestu na svetovnih prvenstvih. Spet na pritisk, takole pa žoga, ki jo je zaustavil Fetič, to da malce mu je na zadnje ponagajala. 3 minute in pol do konca obračuna. Odprt boj za zmago na tem prijateljskem obračunu, ki je več kot prijateljski. Tule pa zamuda, in na zadnje žoga mimo gola, brez prekrška. Odneslo je tam v gol out italijanskega nogometaša. Tam nekaj grozi sedaj našemu kapetanu, devetica, Padilja. Sedaj bo moral biti tudi sodnik pozoren na to, ali bo Padilja odmeril kakšen udarec našemu kapetanu, ki mu je požugal ob tejle zadnji akciji. Pa spet žoga z igrišča, ponovno out za Slovence, ki bodo torej nadaljevali s pritiskom. Fetič. Totoškovič mirno, potem pa nekaj težav, vendarle za Osredkar, ki pa je pravočasno dodal žogo. Precej zaprt je bil sedaj, tudi Fetič ni uspel drugače rešiti. 2 minuti 40 pred koncem tega obračuna, še naprej 1-1. Zaenkrat brez remija na obračunih med Italijani in pa Slovenci. Fetič pa v nov napad, ampak zaustavlja igro. Tule je spet Osredkar, Osredkar in Čeh. Pa spet Osredkar. Osredkar proti Totoškoviču, odlično. Totoškovič zaustavlja, ampak ni prave priložnosti za prenos igre. Tule še enkrat Čeh. Čeh in Fetič. Fetič proti Totoškoviču. Precej osamljenje, žogo je ponovno vrnil nazaj. Zadnji 2 minuti obračuna v mariborski dvorani, Tabor žoga proti Fetiču, ki je sprožil, ampak ni uspel. Ne dovolj natančno, vendar pa dober udarec s svojo levico. Torej 11. medsebojna tekma teh dveh reprezentanc. Večina je bila prijateljskih, tule pa še ena gostujoča napaka. Sicer pa skupaj torej 7 zmag Italijanov, 3 zmage Slovencev in danes se morda obeta neodločen rezultat. Razlika pa je kar
28-12 v korist Italijanov, ampak na prvi pogled tudi malce nepomembni statistični podatki. Slovenci imajo ne nazadnje kar 2 odmevni zmagi proti Italijanom na že prej omenjenih 2 evropskih prvenstvih. Totošković je tule izgubil dvoboj. Kmalu se bo začela zadnja minuta, napad na Italijane, pritisk sedaj na italijansko reprezentanco, ki pa bo poskusila sedaj kakšen proti napadu kaj narediti. Še en udarec in dobro Tjaž Lovrenčič, odlično. Dovolj pozoren med vratnicami, tudi dovolj skoncentriran. Italijani imajo še eno prekinitev, minuta 12 do konca obračuna. In na zadnje gol, napaka pred vrati in v polno Vieira. Ali je to tudi napoved zmage Italijanov? Kdo je tam zamudil pred vrati? Morda Fideršek, in sicer v 39 minuti. Škoda za ta zadetek, precej je pokvaril ta zadetek vtis v naši izbrani vrsti, sedaj tudi zamenjava med vratnicami, priložnost sedaj še za drugega vratarja Nejca Berzelaka v zadnji minuti. Nejc Berzelak je tudi vratar, ki je igralec, tako da bodo sedaj poskusili naši v zadnji minuti priti do novega izenačenja. Ja, škoda za slabo pokrivanje pred vrati. Tule je akcija, s katero bodo Slovenci poskusili priti do izenačenja. Čas se izteka, zadnja minuta teče. Osredkar. Fetič. Tu je Fideršek. Fideršek je sprožil, vratnica! Obramba in vratnica ostaja pri 1-2. Toda kot kaže težave gostujočega vratarja, ki pa je dobro odreagiral in za malenkost žoga ni končala v mreži, ampak se je vratnice odbila v out. Krajša prekinitev, sedaj morda bo potrebna tudi pomoč italijanskemu vratarju. Torej naši sedaj z zanimivo taktično odločitvijo z vratarjem Nejcem Berzelakom, ki je znan po svoji igri v polju. Ja, še 40 sekund je ostalo do konca. Naši torej na pragu vendarle poraza proti Italijanom, obetalo se je vse kaj drugega. Tule pa spet akcija, Fideršek podaja pred vrata in nazadnje znova iz kota, še ena prekinitev, še 26 sekund do konca obračuna. Tule je Fideršek. Fideršek ali morda uigravanje 1-1, ne, tule je Fetič. Fetič je sprožil in še ena obramba. Še enkrat italijanski vratar rešuje zmago Italijanov, časa je vse manj. Fetič, Osredkar. Pa še enkrat udarec, ja, in tole je sedaj lahko nevarno za italijanski zadetek mimo gola. Mimo gola, samo še 7 sekund je ostalo do konca. Samo še 6 sekund, zadnji slovenski napad za izenačenje. Fetič mora udariti, konec je. Konec je in Italijani se veselijo zmage, morda celo malce nezasluženo, kajti Slovenci so bili lep del obračuna, boljši nasprotnik. Morda tudi kakšna malce